najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili na predstavitvi založniškega programa Mladinske knjige, ki bo v letošnjem letu jubilejno obarvana. Kot ste verjetno že slišali, Mladinska knjiga v letošnjem letu obeležuje 80-letnico delovanja. Ob 80-letnici Mladinske knjige v središče postavljamo naše izjemne avtorje, cenjene bralce, sodelavce, partnerje, prijatelje. Vse, ki so nas spremljali skozi 80 leti in nas spremljate tudi danes. Skupaj z vami v naš kulturni prostor prinašamo zgodbe, ki so zaznamovale številne generacije bralcev. Zato je 80 let Mladinske knjige praznik nas vseh. V letošnjem letu smo zato za bralce pripravili še posebej bogat založniški program ter jubilejno obarvane dogodke in spremljajoče aktivnosti skozi vse leto. V jubilejno leto vstopamo tudi z našimi avtorji. Na naši spletni strani si lahko na zavihku 80 let preberete tudi, kaj so nam zaupali, njihove spomine, pa tudi kakšno voščilo je vmes. Za vas pa smo danes pripravili prav posebno darilo, izjemno knjigo priznane ilustratorke Maje Kastelic, Povabilo, ki jo boste danes prejeli čisto prvi. Več o tem boste slišali v nadaljevanju. Po predstavitvi današnjega programa pa vas najlepše vabimo seveda na kozarček šampanjca, da nazdravimo naši skupni obletnici. Danes so z nami dr. Alenka Kepic-Mohar, glavna urednica Mladinske knjige, sicer tudi direktorica Cankarjeve založbe, Andrej Ilc, vodja uredništva Leposlovja, Urška Kalopar, vodja uredništva Priročnikov, Tihana Kutin-Jeraj, vodja digitalnega uredništva in besedo predajam Alenki Kepic-Mohar. Beseda je tvoja. Najprej prav lep pozdrav v imenu seveda ne zgolj našem, ki smo tukaj, ampak v imenu vseh urednikov, ki zbiramo program. In preden si pogledamo program za leto 2025, poglejmo najprej, kaj se je dogajalo v letu 2024, ker to je vseeno neko znamenje, kako se je razvijala in kako je živela književna krajina v lanskem letu. Na Mladinski knjigi smo izdali 653 knjig in učbenikov v skupni nakladi več kot 1.100.000 posameznih izvodov. Še vedno izdajamo vse revije. 72 številk revije je šlo v skupni nakladi 502.000 izvoda. Tudi digitalni del zdaj krepimo že tretje leto, 122 novih zvočnih knjig in 150 e-knjig. In ob vseh teh izidih seveda pripravljamo številne dogodke. Letos je bilo v lanskem letu je bilo kar 286 dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 9.000 obiskovalcev. Poleg tega smo v lanskem letu še posebej veliko truda namenjali tudi sicer prizadevanju za dvig bralne kulture. Vsi vemo, kaj se dogaja v teh sodobnih digitalnih časih. Tako smo vzpostavili prvi festival slovenske izvirne slikanice, pripravili številne webinarje na temo pomena branja in vzpostavili tudi knjižni klub Knjige brat. In leto 2024 je bilo leto, ki je bilo vsaj za program Mladinske knjige tudi leto knjižnih nagrad, kar 18 knjižnih nagrad smo prejeli. Seveda pa, tako bom rekla, stališča delovanja založbe s poslovnega vidika, pa tudi sicer glede zanimanja bralcev, nas zanima, kakšne so bile tudi prodajne številke. In tukaj je lestvica najbolje prodajanih naslovov v lanskem letu, ki kaže v resnici vso raznolikost. Tukaj na tej lestvici so seveda samo naslovi naše založbe, brez šolskega programa in nekih posebnih projektov. In ta lestvica kaže vso to širino, ali kako naj rečem, raznovrstnost našega programa, ker sega od izvirnih otroških, priročniških kuharic do seveda tudi izvirnih leposlovnih. Leto številnih nagrad smo se v uredništvu pogovarjali, kako zanimivo je, ni mogoče v resnici napovedati vseh teh nagrad.
čeprav si jih uredniki seveda želimo in ne samo zaradi nagrad samih, ampak tudi zaradi želje, da ohranjamo raven kakovosti in da s tem v prostoru, v širšem družbenem prostoru komuniciramo tudi naše avtorje. Tukaj smo še posebno veseli, morda to posebej izpostavim. Leto 2024 je bilo tudi leto knjižnih ilustracij. Bili smo v Bologni z res eminentno predstavitvijo slovenskih ilustratorjev in veliko knjig, mladinske knjige je bilo tam razstavljenih. Mapa veličastnih 30, v kateri smo zbrali ključne ilustratorje. Nagrada Hinka Smrekarja, Ani Zavadlav in pa seveda nagrada za življenjsko delo Ančki Gošni Godec. To je, bom rekla, en tak vrhunec, lahko rečemo, tudi pomena te srčike programa mladinske knjige, to je otroški in mladinski program. Seveda pa je pred nami novo leto. In kot je Irena uvodoma lepo napovedala, je to posebno leto za mladinsko knjigo, ker je jubilejno, kar 80 let je že, odkar je mladinska knjiga, in ko smo se ozirali v preteklost, v vse te mejnike, lahko rečem, da smo se celotna ekipa, tako uredniška kot tudi PR-ovska, zavedali te bogate dediščine, tradicije, te res velike količine vsega storjenega do sedaj, vseh 125 milijonov knjig, ki je oblikovalo slovenski miselni prostor, vseh avtorjev, ki so v teh letih ustvarjali z nami, in seveda tudi dejstvo, da so marsikateri slovenski naslovi ugledali luč tudi v tujini. In v letošnjem letu seveda praznuje tudi revija Ciciban. 80 let je, odkar je šla prva številka, in vemo, kako so se časi spremenili. Če je revija Ciciban včasih izhajala v nakladi, na prva, mislim, da 75,000 izvodov, potem 100,000 izvodov, seveda so danes razmere precej drugačne, ampak smo zato še toliko bolj ponosni, da lahko nekako vzgajamo tudi nove slovenske ilustratorje in avtorje s pomočjo revije Ciciban. Kako bomo praznovali letošnje leto? Praznovali bomo s sloganom Dobre zgodbe so večne, zato tudi ta naš jubilejni logotip z znakom za neskončnost. Seveda se vsi želimo, da bi tudi letošnje zgodbe in letošnji naslovi postali del te večnosti, ampak vemo, čas pač oblikuje to po svoje. Praznovali bomo številnimi dogodki, jubilejna podelitev Levstikovih nagrad v Cankarjevem domu, literarno-pogovorni dogodki z znanimi Slovenci, turneja z legendarnim Mačkom Murjem, ki praznuje letos 50 let, potem številne spremljevalne aktivnosti povezane z 80-letnico revije Ciciban. Upamo, da bo kar 22,000 prvošolčkov ugledalo tematsko številko revije Ciciban na prvi šolski dan. Potem zelo pomembna je interaktivna razstava otroških ilustracij na Ljubljanskem gradu, tega se res veselimo. Številne dobrodelne aktivnosti bodo potekale in nadaljujemo seveda tudi z aktivnostmi za dvig bralne kulture. Imeli bomo tudi prepoznavno podobo, in sicer skupaj z domačimi avtorji pripravljamo ekskluzivno jubilejno, mi rečemo temu, kolekcijo izdelkov. To se mogoče v založništvu sliši nekoliko čudno, ampak prva sodelujoča ilustratorka je Maja Kastelic, zato ste tudi prejeli knjigo, ki ima seveda tudi simboličen naslov, povabilo k praznovanju z nami letošnjega jubilejnega leta. Maja Kastelic je ena najbolj prepoznavnih ilustratork, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. In ne samo, da so njene ilustracije čudovite za najmlajše bralce, ampak nagovarjajo tudi odrasle. Jubilej bomo seveda praznovali tudi z jubilejnimi avtorji. Vsi avtorji, ki so tukaj na sličicah, praznujejo svoje jubileje, in z vsemi bomo to seveda praznovali tako, kot Irena bi rekla, praznujemo najraje s knjigo.
Legendarni knjižni junaki, kot sem rekla, Maček Muri 50 let, tudi Pika Nogavička, ki praznuje 80 let in seveda vsi ti junaki, ki jih bomo obudili tudi z radijskimi igrami, ki se jih morda še vsaj nekateri med nami spominjamo iz otroštva. Dve programski pobudi sta pa še posebej se mi zdi pomembni, in sicer to je nova zbirka Živi klasiki, več o njej bo povedal Andrej, in pa zbirka Večne misli. O njej pa bo več povedala Urška. Tako da bo letošnji program nekako preplet tega jubilejnega dela, seveda hkrati pa tudi rednega programa, ki mu bomo dodali nekaj novih programskih poudarkov, športne biografije, naprimer, priročniki za osebno rast, izvrstni mednarodni avtorji, za katere pa načrtujemo, da bi nas tudi obiskali, tako da se res nadejamo nekaj večjih dogodkov v sodelovanju tako z EPK-jem kot Cankarjevim domom. Zdaj pa bi besedo predala Andrej kar tebi. Izvoli. Okay. Hotel še nekaj pogledati, pa nisem našel. Samo en datum, ne teh cifr je tako preveč. Imamo že, ampak je, skratka, jaz bi mogoče vseeno začel, pa upam, da ne bo potem ta moja predstavitev trajala celo večnost, ker smo se v bistvu zmenili, da bomo letos na krajše predstavili v bistvu samo en tak izbor projektov za letošnje leto. Potem bomo pa vam še, ko končamo ta formalni del, nekako na voljo za neformalni pogovor glede posameznih projektov ali pa tudi glede posameznih sklopov. Zdi se mi, da tale slikanca povabilo, ki je bilo že danes nekajkrat omenjeno, nosi eno tako zelo lepo sporočilo, ima tudi en pač tak moto uvodni, to je japonski pregovor: če imaš v sebi prijatelja, ni nobena pot predolga. In se mi zdi, da pač je tudi ta naš jubilej nekako v skladu s tem, se mi zdi, da pač nas prebuja v zavesti, da po eni strani, da je pač mladinska knjiga nekako vpeta v ta slovenski prostor, mogoče drugače kot kakšna druga založba, po drugi strani pa tudi nekako mi vsi, ki delamo danes v mladinski knjigi, stojimo na ramenih velikanov, če se malo tako izrazim, skratka, ta zgodovina, ki se je pač zavedamo in ki nas hkrati v bistvu zavezuje, da delamo pač tudi nove stvari. Zdaj, preden se čisto poglobim, bom pa mogoče vsem pokazal še eno knjigo, ki je mogoče zadnja lanska, pa prva letošnja, pa tudi povezana je z enim jubilejem, namreč z 90-letnico rojstva Saše Vegri, zelo pomembne slovenske pesnice, ki je bila doslej bolj znana kot, ali pa večina ima v zavestniku bolj kot pesnica za otroke, je pa, bi rekel, s svojim opusom, ki je predstavljen tukaj v tej knjigi Obhod v času, nekako v bistvu bila, ne bom rekel zamolčana, ampak mogoče ji ni bila priznana prava vrednost, in sem mislil samo eno pesem, jasno, prebrati, tako kot zmeri. Ker se mi zdi tudi taka primerna za me je pa izginila, samo sekunda. To je v bistvu pesem, ki ni bila še v knjigi objavljena, je iz teh revijalnih objav, naslov je Prebivamo. Tako. Prebivamo v majhni zibelki, v prostoru, kjer vse odhaja. Minljivost nas neopazno ziblje, ko strmimo v velika svetla okna. Nihče nas ne bo iskal, zradoščen na tem, da smo bili. Nikomor ne bo mar, da smo dajali stvarem smešna imena in vsak dan navijali budilko. Kot pojoča ovratnica časa bomo odživeli svoj odmev in nahranili zemljo s telesi. Visoko na nebu potujejo nova imena. Toliko simbolično recimo za začetek tega, kar mislim zdaj povedati. Še malo bi se mogoče zadržal pri lanskem letu, ker se mi je zdelo tako zanimivo v smislu tega, da že v svetovnem založništvu že vrsto let nimamo zares neke take izrazite svetovne uspešnice, ki bi rekel počistila z vsemi ostalimi, ampak imamo pač knjige, ki so tako, vsaka v svoji niši nekako uspešne,
In tudi, recimo, tudi tista lestvica, ki ste videli prej, je zelo zanimiva. Ne? Na tretjem mestu te lestvice je v bistvu naša od novih knjig najuspešnejša knjiga, ki je bila v redni prodaji, to je Pa si mož. To je ta otroška serija Dava Pilkija, ki smo jo doslej tiskali v nakladi okoli 150,000, samo lansko leto skupaj s ponatisi okrog 22,000, da še jaz povem kakšno številko. Potem je pa tako, ne. Vedno so pač neke knjige, ki so pričakovane uspešnice, nekatere se pa zgodijo in seveda imamo te še rajšne, ki se pač zgodijo. Nekako upamo vedno, da se, tako da tudi to letos, zdaj to, kar bom predstavil, to niso mogoče nujno knjige, ki se bo na koncu izkazale za najbolj uspešne. Recimo tukaj sem pač navedel par imen knjig, ki smo jih izdali lani, pa so seveda bile uspešne, Tolkien, Rowling, Sally Rooney, Anja Štefan. Imamo pa tudi nepričakovane uspešnice, kot je bila recimo Han Kang, Vegetarijanka, njen roman, ki smo ga izdali pred 3-4 leti in se ni preveč dobro prodajal, se do tistega dneva v oktobru, ko je dobila Han Kang Nobelovo nagrado. In se je pač zgodilo nekaj čisto neverjetnega, da smo prodali vso preostalo nagrado takoj, potem smo naredili še en ponatis, da smo naredili še enega. Zahtevna knjiga, no, pa se mi zdi pač zanimivo, da tako, ker se tudi z Nobelovo nagrado ne zgodi to vedno. Potem Jasmina Jerant, Primer Anhovo, tudi knjiga pač zelo relevantna, pa si tudi ne bi pričakoval, da bo šla knjiga tako hitro ponatis, s tem, da tukaj treba povedati, da je pač avtorica pa res naredila več, kot je mogoče, ne, za to knjigo. Helena Kodar, Krošnja z neznanimi sadeži, med temi nagradami spodaj omenjena lanske, je več kot ena naša knjiga, od knjig, ki so bile izdane lani, je bila že v bistvu nagrajena. Ne. Recimo ta je šla lani, pa dobila že Žančevo nagrado, tudi knjiga Dekle obljubljeno soncu je dobila nagrado za najlepšo oblikovano knjigo za otroke na Slovenskem knjižnem sejmu. Skratka, to je recimo Krošnja z neznanim sadežem imela do 2 ponatisa do zdaj. Lea Ipi, Svobodna, je bil obisk avtorice, ki je pač navdušila ne samo urednike, ampak tudi vse ostale in smo pač to knjigo tudi razprodali in je taki zelo dobri, solidni, dobro nakladi. Potem pa še Marquez, recimo, ki je bil tam na lestvici, avgusta se vidiva, je pa tudi zanimivo, verjetno je pač najbolj vplivalo to, da smo izdali istočasno kot posod drugje po svetu, čeprav gre v bistvu za njegovo nedokončano delo, ki ni v njegovem opusu, ne bo tako figuriralo, ampak se je pač prodalo veliko te knjige. Zdaj pa šli pa mogoče vse naprej, da nam, ja. Jaz sem tle zdaj naredil en izbor, ki ga bom zdaj na hiter prešprintal, pa povedal, se pravi povabilo, to smo že omenili, sam še to rečem, da Maja Kastelic je zdaj sigurno med slovenskimi ilustratorji mednarodno najbolj uveljavljena ilustratorka, čeprav je to pač po enem strani težko reči, po drugi strani pa vidimo iz referenc oziroma njenih del tudi za druge založbe, za katere je delala, za druge tuje založbe, medtem ko dela v bistvu v Sloveniji tako rekoč ekskluzivno samo za nas. Tako da pričakujemo, da bo ta knjiga seveda šla tudi v svet. Ne. To je zdaj pač prva slovenska izdaja, pričakujemo, da bo pač kar nekaj mednarodnih izdaj, tako kot je bilo pri njeni prvi avtorski slikanci Deček in hiša. 4 tačke, psi in mačke je antologija, ki jo je Irena pripravila ob 80-letnici revije Ciciban. Zdaj prvo leto, ko je mladinska knjiga nastala leta 1945, so v bistvu izhajale samo revije, ni bilo še zares knjig, ne. Bil je Ciciban, bil je Cicidon, ni bil, to je malo kasneje. Kaj je bilo? Pionir? Čakali. 3 so bile, no, ne spomnim se zdaj, kjer je 3. Skratka, bile so samo revije, če odštejemo tisto knjigo Ciciban bere, ki jo je naredila v bistvu Kristina Brenkova za prvošolce. Skratka, Ciciban je totalno povezan z mladinsko knjigo, tudi knjige, ki izhajajo vsako leto, marsikatera knjiga se začne v Cicibanu, tako da so letos, oziroma že lani, no, so se pač urednici Irena pa Tanja in urednik in urednice Cicibana so se odločili, da bodo pač pripravili to antologijo, ki ni prva antologija Cicibana, je pa bolj tematska, se pravi, da govori o pseh in mačkah skozi prozo, poezijo, uganke in tako naprej. Tako da ta knjiga zdaj nastaja, vidimo, da bo šla že marca, tako da se zelo mudi. Je pa to še ena od mnogih antologij, ki so išle oziroma ki bodo išle v bistvu v zadnjih, zdaj to izdajamo že recimo 15 let antologije in to nam pač ravno ta zgodovina mladinske knjige omogoča, ne, da imamo pač toliko tega materiala,
ki ga potem, tako kot je rekla včasih Kristina Brenkova, je rekla, ne, Marlenka Stupica je rekla za Kristina Brenkova, ona je vedno nekaj štrikala iz teh starih stvari. Ne. Jaz nič nisem to razumela, ampak ona je vedno nekaj si štrikala, ne. Tako pač uredniki štrikamo nekaj. Ne. Potem smo tukaj izpostavili še eno slikanco, to je Križen svet, Neli Filipič in ilustrator Igor Šinkovec. Gre na tem, mogoče ti sem eno besedo ali pa dve. No, pač zdaj vsaka izvirna slikanca je tako, kar je to dolg in zahteven proces in vsake smo zelo veseli. Zdaj pa tako, vsaka ta nova se ti zdi najboljša, ne? Meni se zdaj to trenutno zdi najboljše besedilo od Neli Kodrič Filipiča, ne? Govori pa pravzaprav na en tak zelo fantazijski način o tem, kako pomemben je imeti svoj dom in kako ti včasih pri iskanju tega doma lahko pomaga knjiga. In zdaj seveda to je tako zelo večplastno besedilo, lahko gre za to gospo, ki nima doma, lahko je brezdomka, lahko pa pravzaprav samo to, da imamo različne domove. No, skratka, in Igor je to je bila kar zahtevna naloga, kako to zdaj upodobiti, ker je treba tako večplastno in tako zelo različne domove in nekako prekajaš iz resničnosti v domišljijo. No, in zdaj to je nekako Igor najde, kar več kot eno leto to že slika, en način, kako se prepletati s tukaj, pa nekam mora biti v domišljijo ali pa v en ne tako samo svetu svetne. Hvala, Lena. Idemo pa naprej. Stripe sem že omenil, dejansko zdaj stripi pokrivamo vse starostne skupine. Tukaj zdaj sem naredil samo en izbor, jih je pa še dosti več. Bom samo te tri omenil. Piko Nogavičko sem že omenil, leta 1945 je išla, takrat mladinska knjiga, približno, to sem hotel prej pogledati, ta datum, če je približno tam nekje. Skratka, pred parimi leti smo izdali stripe, Pike Nogavičke, ki so izhajali v 50 letih v eni od švedskih otroških revij, originalne ilustracije Ingrid Vank Niemann in je bila te tri knjige so bile razprodane, zdaj smo se odločili, da jih bomo pa natisnili v eni knjigi, se pravi, da bodo pač vsi ti stripi na kupu, pa še to je, da bojo zdaj seveda imena in vse te stvari, ker vmes je nastala nov prevod, je nastal nov prevod Pike Nogavičke, Nade Grošelj, ki je takrat prevedla tudi te stripe, zdaj pa uskladila, da bo vse tako, kot je treba, tako, kot se pač zdaj reče v Piki Nogavički imenom, ne pa tako, kot je bilo prej. Ne. Potem je tukaj ena knjiga, ki nastaja že nekaj časa, pač je izvirni strip, Slepi tekač, Tadej Golob je to začel pisati kot biografijo, potem pa je sam predlagal nam, da bi iz tega naredili strip, resnična oseba o človeku, ki je oslepel, potem pa je v bistvu ga to nekako ni ustavilo v življenju in je potem prišel do tega konec koncev, da je tudi nastopil na paraolimpijskih igrah. Jurij Devetak, avtor Nekropole, se pravi stripa Nekropole, je ilustrator. Potem pa ena knjiga, ki po mojem katalogu ni, ki smo jo pozabili, da to sam povem, ne. Umberto Eco, Ime rože, meni se zdi, nisem zdaj več ziher. Skratka, to je strip v dveh knjigah, ki bo šel pri nas kot en album, ker sta te dva albuma dosti kratka, vse skupaj je 150 strani, avtor je pa Milo Manara, eden najbolj znanih italijanskih striparjev. Nam se je zdelo, ko smo videli ta strip, smo rekli, mi smo založniki Imena rože, zdaj kdo drug delo stripa Imena rože, mislim, to moramo zdaj mi narediti, ne? Ker je ta zgodba še zmeraj zelo živa, pač in ta knjiga še zmeraj zelo priljubljena in se pač še zmeraj bere, tako da zelo zanimivo je, tudi to ozadje, pač tudi Umberto Eco nastopa noter, tako da si kar obetamo nekaj od te knjige. Potem so tukaj tri dela, ki jih bo izdala naša urednica za mladinsko leposlovje Alenka Veler, tri izvirna dela, v bistvu dve avtorci sta nekako že uveljavljeni tudi kot mladinski pisatelji, čeprav imata vsaka samo po eno knjigo. Simona Semenič je pred leti zmagala oziroma je dobila nagrado Modra ptica, ki jo podeljuje Mladinska knjiga za knjigo Skrivno društvo KRVZ, ki je bila zelo uspešna, zdaj pa se v bistvu, potem pa je na zadnjem tej Modri ptici sodelovala s tole knjigo Beste lopi, ki je zdaj v bistvu postala prvi del trilogije, ki bo izhajala v prihodnjih letih. Se pravi, tukaj imamo dve ravni, ki se pač srečata, dva različna svetova. Za te knjige nekako vse
za vse trije nekako to značilno, da se tukaj srečujejo pač različni svetovi, tudi časovna obdobja. Skratka, Simona Semenič, Irena Drojna je imela zelo uspešno knjigo Modri otok, večkrat ponatisnjeno, in je tudi zdaj napisala knjigo, ki v bistvu ima te fantazijske pa hkrati problemske konotacije, knjiga z naslovom Na križišču svetov. Nina Valič pa je bolj znana kot, oziroma predvsem znana kot igralka drame ljubljanske, in je tudi se udeležila natečaja Modra ptica pred 2-3 leti in je pač prišla med finalistke s tole knjigo Prepopar, ki to je pa bolj realistična zgodba. Zdaj smo pa že tle. Malo smo premešali tole. Skratka, zdaj, če preskočimo na odrasle, naša urednica Nataša Miller je pripravila spet v bistvu en izbor tako znanih avtorjev, ki nadaljujejo pač z svojimi serijami. Recimo najbolj znan, verjetno in tudi za nas najbolj uspešen, je norveški avtor Jo Nesbø. Izdali bomo dva njegova romana. Kralj z gora je nadaljevanje knjige Kraljestvo. On ima pač tega Harija Holeja, se vemo, tega junaka, potem pa ima še neke take oziroma enkratne knjige, ki včasih ne ostanejo enkratne, ampak se dobijo še nadaljevanje, tako da že spremlja to, kaj vse izdaja, je včasih zahtevno. Nočna hiša pa je čisto v bistvu stand-alone, kot se reče v lepi angleščini, knjiga, se pravi knjiga, ki je samo ena knjiga in ni del serije. Potem, če preskočim tam na desni strani, Richard Osman, mi se že tako izdajamo ga že nekaj let in se trudimo, da bi nekako tak njegov slog, ki se mu reče spet po angleško cozy crime, ne, se pravi tak prijazne kriminalke, da bi to uveljavili tudi v slovenščini. Tako počasi se prijemlje. Do zdaj smo izdajali knjige iz njegove prve te serije, Četrtkov klub za umore, zdaj pa bomo začeli izdajati v bistvu Na lov za zločinci, pa uvaja novega junaka, enega upokojenega detektiva, ki pač rešuje te primere. Dolly Alderton, tle na sredini, čeprav ima manjšo sliko, ni manj pomembno od teh dveh gospodov na levi pa na desni, je pa avtorica, ki je v bistvu uspela združiti tako kritiško priznanje kot v bistvu komercialni uspeh. Lansko leto je bila na večini teh lestvic neprodajnih, ampak v bistvu teh knjig leta je bila tale knjiga, kako je že naslov v angleščini? Good Material, to. Hvala samo. V ljubezni je pač tako. Se je čisto logičen prevod, ne? Tako kot filmi. Skratka, to je zdaj knjiga, v bistvu, ki je tudi nova, no, v bistvu lansko leto je šla in ljubezenski, ne samo ljubezenski roman, pač to Nataša napisala, da je to za ljubitelje Davida Nicholsa, recimo, se pravi, to so taki malo bolj up, samo angleške besede uporabljam, ne vem zakaj, malo bolj zahteven žanr, bom rekel, no. Pa gremo še malo bolj zahtevnemu žanru. Tolkiena zdaj končujemo v bistvu ta sklop, ki smo ga začeli z Hobbitom, potem novim prevodom Gospodarja prstanov, lani bil Silmarillion, letos pa Nedokončane povesti. Ta je pa res še prav neizdana v slovenščini in jo je v bistvu, to so stvari, ki so bile tako fragmentarno in jih je v bistvu, so pa povezane s tem svetom, srednjim svetom oziroma svetom Gospodarja prstanov in jih je dokončal Tolkienov sin Christopher, se pravi Nedokončane povesti prvič v slovenščini. Andrej Sepkovski, Veščec, serija, ki je zdaj tudi se seveda že, ko smo izdali že 6 knjig, se je o pomoči televizijske serije seveda zelo prijela. Je pa se zdaj zgodilo, da je avtor napisal, se pravi, do zdaj je bilo 7 knjig v izvedbi, zdaj pa je napisal 8, ki bo išla, kaj zmotil sem se Darja? 9? Ok. Sorry. Se pravi, napisal je novo nadaljevanje, da ne bom zdaj. In bomo mi to pač izdali nekako namene, da izide istočasno kot drugje po svetu. Tukaj bomo naredili zdaj malo v bistvu preskoka, da bo treba potem za nazaj izdati še eno, ne? Dve, ok.
Vse jasno. Se pravi, 6 smo jih izdali, zdaj bo šla 9, potem pa še v nadaljevanju pa še 7, pa 8. Solveig Bale, to bi mogoče ti lahko povedala, Darja. Par besed. Ja, to je pa ena tvoje odkritje. Največja literarna senzacija v Danske v zadnjih letih, ker je žanrsko težko opredeliti. Meni je najbolj všeč oznaka, ki je, da je to križanec med Samuelom Beckettom in filmom Groundhog Day, kar mimogrede tudi omenjajo ravno danes članek v New York Times Book Review, ker je zdaj tudi šlo tudi v angleščini. Solveig Bale je pač to začela izdajati samo v založbi brez kakršnekoli medijske podpore in je to vsem postala največja danska uspešnica, ki je tudi dobila, mislim, prva knjiga in bolj tudi naslednje, nekatere so dobile najpomembnejšo skandinavsko nagrado, to je nagrada Nordijskega sveta za književnost. Spremljamo pa jo glavno junakinjo Taro, ki je 18. novembra obtiči ujeta v čas in mora potem ta dan skozi podoživljati. S tem, da vsi ostali se pa ne zavedajo, da je čas obstal, vključno z njenim možem. In v to so potem ujete avtorične refleksije o številnih družbenih temah, zelo aktualnih. Zelo zanimivo je, da je ta njena realnost izredno pestra in dinamična, kar je verjetno nekaj, kar ne bi takoj pomislili. Je pa tako ona zdaj napisala 5 od 7 delov, to so drobne knjižice in mi smo si nekako zadali, da bomo 2 na leto izdali. Okay. Ja. Potem so tukaj še 3 Darjini romani. Evo Menase smo spoznali pred leti, že v bistvu kot avtorico romana Vijena. To pa je ena taka zelo ambiciozna knjiga, ki temelji na resničnem dogodku, enem poboju Židov, ki je sicer zdaj predstavljen v nek fikcijski kraj, kakor vem. In tudi v prevodu Štefana Weverja, našega odličnega prevajalca in dobitnika Sovretove nagrade. Jaz nobenega tega imena ne znam zgovoriti, Darja. Tale avtorica Žalostnega tigra. Skratka, francoska avtorica, dobitnica številnih nagrad, ki spregovori o spolni zlorabi oziroma še bolj ožje konkretno o incestu in to zelo odkrito in zelo neprizanesljivo. Potem je pa tukaj še islandski avtor. Vemo, da na Islandiji vsi nekaj počnejo, vsi nekaj pišejo, pojejo, filme snemajo. Skratka, 300 prebivalcev ima Islandija, tam vsi nekaj delajo. Stefansson je eden od teh, ki pišejo. Večerna svetloba na to noč je prva njena knjiga, njegova knjiga, pardon. V slovenščini, mislim. V slovenščini, to sem hotel reči. Taka bolj ambientalna, to bi rekla. Ja, mislim, da večine so v resnici vedno postavljene seveda v tako islandsko okolje, kjer ono podob to nekako pristno islandsko realnost, ampak potem je, poanta je pa v likih in o njihovem življenju in v bistvu, ne vem, Claire recimo konkretno v tej knjigi, ki opisuje dejansko eno vasico s 400 prebivalci, kar vse ni cela Islandija, po mojem, Andrej. V bistvu glih to, da so te ljudje, to je ena vasica tam čez blizu polarnega kroga in glih to, da so to nekako življenja ujeta v eno samotnost, nekako to univerzalno človeško izkušnjo reče to bolj nekako naslika živo in res to lepo pride do izraza. Je pa to tak zelo poetičen jezik, Hvala, Darja. Zdaj mogo pa sam, ne vidim tle, pa se skrecam bom že. Skratka, v letošnjem programu imamo zelo veliko žensk, se mi zdi, da tudi tle med bi rekel, pred predstavitvijo je to očitno. Vse ženske berejo, pa tudi pač pišejo v glavnem, Skratka, tukaj imamo iz programa odraslega leposlovja 3 knjige, ki se jih tudi zelo veselimo. Prva je Erika Johnson Debelljak, ta knjiga bo išla spomladi, upamo, da bo mogoče celo maja, ne junija, ker se zdaj prevaja. Tukaj imamo malo specifično situacijo. Erika napiše knjigo v angleščini, potem pa jo Andrej Skubic prevede v slovenščino, pa to vseeno izide kot pač izvirna slovenska knjiga na nek način. Zdaj, prejšnja knjiga, se verjetno spomnite, Erikina je bila devica, kraljica, vdova, prasica. Tale knjiga se je začela z delovnim naslovom No, Never, Maybe, Yes.
kar se sliši super v angleščini, ampak v slovenščini pa sploh ne. Tako da je zdaj prišel en tak bolj generičen naslov, tako bi rekel, samo seks. Ker pač v katerem pove, o čem knjiga govori, čeprav ne govori samo o tem, kot pravi Nela Malečkar v katalogu, ne. Samo seks naj bi razmerje med partnerjema poenostavil na zgolj telesni užitek, vendar pa, kot lahko razberemo iz romana, je tudi seks zelo zapleten. Skratka, imamo neko protagonistko, ki ni pisateljica, stara malo več kot 60 let, ki se pač zaplete v razne zgodbe, no. Je pa knjiga, bi rekel, napisana res tako v tem slogu kot prejšnja, se pravi, da ima tudi niso samo tukaj, bi rekel, opisi nekih odnosov, bolj ali manj eksplicitni, ampak tudi povezuje to z, bi rekel, mitološko tradicijo in v bistvu stanjem, oziroma položajem ženske in njenega telesa v današnji družbi. Podobno se tega loteva tudi Jaša Mislej, avtorica, ki smo jo spoznali enega februarskega torka, enih par let nazaj, ko je bila njena drama izbrana za maturitetno branje, in smo potem si jo pač poklicali, če bi to izdala pri nas, in je tudi izdala to dramo pri nas. Kako je že naslov? Naše skladišče. Potem pa smo se že takrat zmenili, je Tjaša rekla, da piše zgodbe, in je pač, potem smo se zmenili, da bi to pač mi izdali, in zdaj pač končuje počasi. To je 9 zgodb z ženskimi protagonistkami, recimo njene generacije, zelo različne zgodbe. Mislim, da bo zelo zanimiva knjiga. Mila Kačič je čisto ena druga zgodba, tudi igralka, hkrati pa seveda v zavesti, se mi zdi, tudi kot pesnica, enako pomembna, ali pa mogoče še celo bolj zdaj, ko ni več pač na svetu. To je zgodba o njej in o njenem prezgodaj umrlem možu, kiparju Jakobu Savinšku, v bistvu narejena v maniri teh naših albumov. Marjan Rupert, vodja rokopisnega oddelka, ki ima seveda najboljši vpogled v te stvari vnuku, ki ima najboljši vpogled v te stvari od blizu, je v bistvu glavni avtor te knjige, kjer bo Mila Kačič osvetljena iz različnih vidikov, bo pa noter tudi izbor njene poezije, ki je, kot vemo, zelo priljubljena. Potem imamo tukaj še dve, eno slovensko, pa eno prevodno. Mira Furlan, vemo, da je pač njena knjiga Ime me rajši od vsega na svetu, je ena naših večjih uspešnic v zadnjih letih. 4000 izvodov smo prodali te njene avtobiografije po 45 €. Ja, to je treba reči. Se klanjamo vsakom, ki je kupil. Skratka, to pa je njena starejša knjiga Kolumen, ki jih je pisala za revijo oziroma za tednik Herald Tribune. Sicer govori o njenem življenju v Ameriki, v katerem smo tudi izvedeli kar nekaj v tej avtobiografiji, po drugi strani pa so te eseji dovolj univerzalni, no, da so se nam zdeli, da jih pač bilo smiselno prevesti. Milena Schmidt je pa čist nekaj drugega, to je diplomatka, ki je upravljala 5 let funkcijo veleposlanice v Braziliji in tudi v mestu Brazilija, ki je, kot vemo, glavno mesto Brazilije. Hkrati je bila je pa tudi veleposlanica v Franciji, in tukaj zdaj, če si predstavljate enega diplomata, ne, ona je to. V najboljši maniri, se pravi, načitana, pismena do konca, ima izdelano mnenje o različnih stvareh, zelo literarno pisanje. Skratka, odloča se za napisati knjigo o Braziliji. Meni, ker sem pač velik ljubitelj Brazilije in brazilske kulture, ta knjiga blazno zanimiva, se mi pa zdi, da bo tudi pač nagovorila še marsikoga, no? Ker tudi prikaže neke stvari, ki niso tako znane, pač ta neka ozadja, no? Tako da se zelo veselim te knjige. Potem imamo tukaj še Normana Olerja, ki je zdaj že kar stari znanec v bistvu slovenskih bralcev. To je zdaj 3. knjiga, ki je v bistvu nadaljevanje prve njegove knjige v slovenščini Popolna omama. Zaenkrat imamo naslov Na tripu, ampak zdaj smo začeli razmišljati o naslovu LSD za mamo. Bom sam povedal, zakaj.
ki ga tudi on predlaga, ker on v bistvu se ukvarja z fenomenom LSD-ja in njegovim vplivom na družbo po drugi svetovni vojni, tudi na politiko in tako naprej, zelo zanimivi primeri. Hkrati pa noter obdela tudi vpliv LDS-a, skozi LSD-ja. Ta droga ne deluje več, no, LDS. Nobenega ne zadane več, mogoče včasih koga zadela, zdaj ne več. LSD pa me da še zmer. Skratka, on je imel tudi en čisto oseben eksperiment z njegovo mamo, ki ima demenco, Alzheimerjevo bolezen in pač opisuje tudi to, no. Zato je, bi rekel, rezervni končni naslov je mogoče LSD za mamo. Timothy Garton Ash pa mislim, da ne piše pod vplivom nobenih substanc, je pa zelo dober angleški zgodovinar, ki je tudi kolumnist časnika Guardian in zelo dober poznavalec vzhodne Evrope in se je odločil, da bo pač po parih desetletjih, odkar je izbruhnila demokracija v tem delu sveta, obiskal vse te kraje in je to pač popisal v tej knjigi na zelo zanimiv način. Zdaj počasi se bližamo koncu, samo še klasiki so nam ostali, se pravi klasiki živi. Andrej Rozman Roza je bil že tamle na začetku kot eden od teh, ki praznujejo jubilej, v letošnjem letu 70-letnico bo praznoval. Vemo, da je Andrej Rozman Roza največji genij slovenskega jezika, ki je za slovenščino naredil več kot vsi ministri, jezikovna razsodišča, lektorji in vsi ostali skupaj. Izdal je tako zanimivo, tako kot Saša Vegri, samo 6 zbirk, ki jih bomo zdaj izdali v eni knjigi, se pravi zbirke za odrasle, zraven bo pa še en izbor njegovih songov iz teh dramskih priredb, ki jih dela. Miha Mazzini še nikoli ni izdal nobene knjige za odrasle pri mladinski knjigi in bo zdaj izdal, v bistvu v zbirki Kondor je šla njegova najbolj znana knjiga, verjetno iz leta 87, Drobtinice, ki je takrat išla v nakladi 54,000 pri, to treba potem malo razložiti, pri Prešernovi družbi v njihovi koledarski zbirki, kjer so vse knjige imele tako naklado, različne knjige, ampak vseeno ni bilo do zdaj nikoli ponatisnjeno, nekako smo menili, da bi je bilo vredno še enkrat spraviti na težišče. Potem je pa, bom mogoče najprej tole predstavil, še na koncu, živi klasiki, je omenila že Alenka, to je ideja zbirke v žepni izdaji, je to, da se v bistvu malo ta percepcija klasikov pri nas spremeni v smislu, da če se pri nas izdaje klasiki, so vedno mogli biti zelo nobel, trda vezava, ščitni ovitki, vse drago, mislim, prestiž in tako naprej. Ideja živih klasikov je pa popolnoma nasprotna. Ideja živih klasikov je pa pristopnost, se pravi atraktivne opreme, ki smo jih dali delati različnim oblikovalcem oziroma ilustratorjem, izbor in cena, seveda, ki je pač do 20 €. Tudi stopiš pač v knjigarno in potem ne greš ven mimo enega živega klasika. Zbirka, ki ima neskončen program, tako rekoč, dokler bomo zdržali, pa dokler bo mladinska knjiga obstajala, lahko to izdajamo. Letos bo šlo aprila prvih 6 knjig, to so te, ki so tukaj napisane. Zdaj pa, če niste prebrali vseh svetovnih klasikov, ki jih ni noben, imate pa tukaj eno potem tako knjigo, ki se imenuje 101 klasik v pesmi in sliki. Avtorja sta pa človeka, ki sta vsega prebrala vse. To sta Lovro Matić in Tomaž Lavrič. Tomaž, ki se je oglasil s tole knjigo, je rekel, en problem imam, knjige sta 2. Se pravi, ta knjiga ima že nadaljevanje, zdaj pa je rekel, da je že 3. napisal, mi pa še niti prvi nismo uspeli izdati. Skratka, to so pa take kratki opisi, kratki povzetki svetovnih klasikov, recimo Sartru se gnusi vse, kar poskusi, je ena, recimo, pa potem slikca zraven, tako da, če pač ne boste imeli časa za žive klasike, boste imeli pa mogoče za 101 klasik. Hvala. Jaz sem vsako leto pri tej tiskovki postavljena pred izziv, ne samo zato, ker je to moja edina tiskovka v letu, ampak tudi zato, ker je res težko. Dolgo razmišljam, kako naj povzamem vse to, kar izdajamo, čim bolj na kratko, na nekaj slajdih. Trenutno imamo v programu več kot 100 naslovov in seveda ne bom predstavljala vseh, obljubim. Sem jih pa probala nekako povzeti. Tole pa ne dela.
Ampak, če nekako povzamem, no, to, kar bomo letos počeli, izkazalo se je v preteklih letih, vsi pogledi na lestvico so nam pokazali, da trend gre v smer izvirnih avtorjev oziroma tudi prevodnih avtorjev s prepoznavnimi avtorskimi glasovi, zato pa seveda avtorji. Najmočnejša tematska kategorija pri nas ostaja osebna rast in zdravje. Kot je povedala že Alenka, dodajamo pa priročniške stripe in pa športne biografije. Bom povedala pozneje, katera ravno kar prihaja na police. Okay, tam je edini maham. Dobro. Skratka, kot sem rekla, več kot 100 naslovov, najrazličnejših formatov, tem za najrazličnejše ciljne publike in pa kot vedno rečem, program je živa stvar. Tole, kar mi zdaj predstavljamo, je naš načrt, katere od teh knjig se bodo res napisali, kako se bodo napisali in mogoče bo prišla še kakšna nova. To bomo videli, tako da ostanemo v stiku, pa bomo sproti videli, kam nas odnese. Jaz zelo z veseljem začenjam s tole prvo knjigo David Zupančič na tisti prvi lestvici, ki jo je pokazala Alenka, ga sicer ni bilo in to zato, ker je prejšnjo knjigo izdal konec leta 2023, je bila pa najbolje prodajana knjiga v letu 2024 od vseh, to je Znanost mirnega življenja. Tako da David je v bistvu zadnja 3 leta kar ves čas na vrhovih lestvic, podira rekorde, letos pa prihaja z novo knjigo, naslovoma V mejah normale. On je rekel, da je to življenje v sivi coni 2, ampak jaz sem vseeno dala tamle vprašaj, ker seveda COVID-a ni več. David je toliko let starejši, toliko več življenjskih izkušenj ima, tudi izkušnjo s tem, kako je, ko izdaš bestseller. Tako da v bistvu v tej knjigi se sicer vrača nazaj med zidove bolnišnic, v klinični center, sprašuje se, kaj pomeni biti zdravnik, kako je biti zdravnik, ki piše uspešnice. Je pa, kot smo navajeni pri Davidu, duhovito, tudi ganljivo, ker seveda zdravniški svet prinaša tudi težke zgodbe in kot rečeno izide aprila. Urška Frtelj je pa bila na lestvici, 220 stopinj Poševno, kot veste, ona je najbolje brana, največkrat, najbolje sledena, kako se temu reče, slovenska kuharska vlogerka, tam Nino gledam kima, v redu, prav sem povedala. Dobro. Skratka, ustvarja pod blagovno znamko 220 stopinj Poševno in po kosilih v pol ure, po katerih smo posegali v lanskem letu, zdaj prihaja knjiga z recepti za testenine. Urška vedno spremlja pač tudi kaj na njenih straneh, na njenem blogu najbolj popularno, katere teme se najbolj iščejo. No, in skazalo se je, da testenine radi delamo vsi, da pa ne bo vedno samo polški pa kečap, pa mogoče tukaj nekaj več idej in nasvetov. Še vedno pa ostaja to preprosto za vso družino in menda zmeri vse rata. Evo, imate tamle Ninino besedo. Ko sem omenjala športne biografije, tale čudežni fant te dni pride na police, smo ga kar težko pričakovali. Seveda je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo kdo napisal biografijo mega uspešnega košarkarja Luke Dončića. In ta knjiga španskega novinarja, športnega novinarja, zares popisuje pač to, kar je uspelo Luki doseči in doživeti v teh 26 letih, mislim, da bo zelo v kratkem star 26. Zanimivo branje za vse, ki jih zanima košarka, in pa predvsem, jaz mislim, da tudi zanimivo branje pravzaprav za vse, ker se zgodbe, ki opisujejo, kako prideš s Stopniške ulice v NBA, jaz mislim, da že same po sebi vsebujejo nek element, ki nas potegne. Po Dunajski, na Dunajsko zavijaš. Na Dunajsko zavijaš, je še kar potno, se mi zdi. Metoda Mikuža je bila, Metoda Mikuža, evo.
Anita Ogulin, jaz mislim, da jo ne rabim preveč posebej predstavljati, najbolj znana slovenska humanitarka. Na njen pogreb so prišli slovenska predsednica, premier in ljubljanski župan. Pustila je pečat na življenjih številnih družin, številnih ljudi, ki jim je pomagala. Ona je pred leti me je poklicala in rekla, da piše avtobiografijo in takrat sva potem pač skupaj začeli delati na tej knjigi. Potem jo je seveda prehitela bolezen in jaz sem v mislih to knjigo že čisto potisnila na stran, ko je človek tako bolan, so pomembne povsem druge stvari. Tako da me je v bistvu presenetil klic pred kakšnega pol leta, poklical me je novinar Vasja Jager in rekel, da ga je Anita pred smrtjo prosila, da bi skupaj dokončala to njeno knjigo. Tako da Vasja je pisal po njenem pripovedovanju, sodelovala je tudi Anitina družina, tako da je v bistvu tole nastala avtobiografija z avto v oklepajih. Piše Vasja Jager po šepetu Anite Ogulin. Tim Vodopivec, kdor ima dober spomin, se spomni, da sem tole knjigo predstavljala že lani, ampak Tim pravi, da letos pa res bo. Eden naših najbolj znanih, uspešnih stand-up komikov, odločil se je, da bo raziskal smeh. Zakaj nam je smešno? Zakaj se smejimo? Zakaj je pomembno, da znamo na kakšne življenjske situacije pogledati tu z humorne plati? Kako živijo komiki? A so duhoviti tudi v zasebnem življenju? Tukaj je govoril s številnimi slovenskimi stand-up komiki, ki so mu povedali o svojih izkušnjah, tudi kako pripravljajo šale, kaj sploh je tisto, iz česar se smemo šaliti, a se lahko iz vsega, se ne smemo. No, Tim pa obljublja, da bo tudi knjiga napisana tako, da se bomo ob njej smejali, tako da jaz mislim, da sem v katalog napisala, da bo to najbolj zabavna knjiga letošnjega leta, pa jaz res upam, da bo res. Ja, Harari, tukaj pa tudi jaz mislim, da ni treba prav zelo predstavljati, uveljavljen avtor. Včeraj sem slišala, da menda celo prihaja v Slovenijo jeseni, tako da jaz upam, da bomo lahko knjigo združili z enim velikim dogodkom. Preplet je njegova nova knjiga, aktualna analiza tega, kako so se informacije širile, kako so oblikovali različne civilizacije in pa pomembnost digitalne dobe in vpliv umetne inteligence na prihodnost družbe. Skratka, aktualna tema in uveljavljen avtor. Ja, tole ni športna biografija, je pa biografija Melania Trump, spet prva dama, je popisala svoje življenje, začela je pisati to knjigo že med prvim mandatom, v njej se spominja svojega otroštva v Sevnici in pa konča se ta knjiga takrat nekje poleti oziroma z atentatom na Donalda Trumpa v letu 2024. Ona svoje življenje, svoje izkušnje prve dame opisuje seveda s svojimi očmi, kako je ona to doživljala, pa taki lepi deli vstavki s slikicami so noter. Tako da, album Melanie Trump. Zbirka Večne misli je bila že napovedana, to je pa naš prispevek 80-letnici Mladinske knjige. Temu v bistvu rečemo tako delovno must have za vsako knjižno polico. Skratka, knjige, ki so pomembno zaznamovale to obdobje, teh 80 let, ki se tudi že desetletja dobro prodajajo, ki so nekako v naši zavesti ali pa vsebujejo neke misli, ki so večne, neke zapise, ki so večni. Začenjamo s 4 naslovi: Mali princ, Jonathan Livingston Galeb, Pot pa Dnevnik cesarja Marka Aurelija. Tole so zaenkrat še delovne naslovnice, mogoče bodo pol malenkost drugačne, ampak linija se pa že vidi. Tako, no, naša želja je, da bi to postala knjiga, ki jo bomo radi podarjali sebi in drugim in ki bo, se pravi, bo lepa in bo hkrati tudi prenesla neke pomembne vsebine. Sam povem za Marka Aurelija, da to je res delovni tudi naslov, ker to je že naslov dosedanje, bi rekel. To je nov prevod, naslov bo Premišljevanja, je pa to ista knjiga. Tako, kot je približno original. Ja.
Tele tri pravzaprav knjige so se znašle na tem slajdu, ker so presežne, izjemne, jubilejne tudi. No. Skratka, presežne in izjemne so za začetek že po formatu, velike knjige so to, monografije. Davorin Tome je biolog, Jaka Ivančič je priznani fotograf, pripravljata novo monografijo o Sloveniji. Zdaj že nekaj časa nismo imeli take res pregledne knjige z lepimi fotografijami, z največjimi zanimivostmi o Sloveniji, z največjimi znamenitostmi, ki bi jo človek dal iz rok, ker ne vem, pride kakšen tuj človek in mu želiš nekaj podariti, ki ti predstavi Slovenijo v najlepšem možnem smislu. No, to bo zdaj ta knjiga, izšla bo v slovenski in angleški jezikovni različici. Potem pa še Zlate antologije, zaenkrat sta dve, Živali in Naša neverjetna zemlja. To sta pa v bistvu knjigi za otroke, ki jo lahko bere vsa družina. Taki lepi, veliki, založbe Dorling Kindersley, zlato obrezo in z številnimi dejstvi o živalih, o naši neverjetni zemlji. Skratka, vsak se lahko iz nje nauči kaj novega in jaz mislim, da jo bodo otroci zelo z veseljem listali. Mečkam več pozornosti bi namenila naslovom, ki so ravnokar išli, zato ker so zelo sveži, pa ker se boste mogoče sprehodili po knjigarni nazaj do izhoda in boste videli na teh naših otokih, kot temu rečemo. Mi leto zmeri začnemo z knjigami za zdravje in osebno rast. So v bistvu neka ta naša tematska izpostavitev in tukaj je, k temu letos prispevamo za novo knjigo Bruna Šimleše, Kaj pa, ko zboli naš bližnji. Če se spomnite, pred par leti je šla njegova knjiga o tem, v oklepaju Ostati zdrav, ki je namenjena ljudem, ki zbolijo. Tale je pa namenjena njihovim svojcem. In sicer, kako v bistvu se odzovemo, ko zboli naš bližnji, kaj naredimo. Mislim, da smo takrat, da je to neka situacija, ki smo bolj kot ne izgubljeni, kaj ćemo reči, kako se ćemo obnašati, kaj se od nas pričakuje. Bruno zadnja leta zelo intenzivno sodeluje z bolnicami z rakom, zelo veliko se ukvarja s tem, tako da je res nabral veliko znanja, pričevanj in še ena knjiga, ki jaz mislim, da bo zelo v pomoč ljudem, ki se znajdejo v taki situaciji. Danaja Lorenčič je pa tudi naša hišna avtorica, bi se lahko rekli. Začeli smo s knjigo o anoreksiji, potem se je nadaljevalo s knjigo o perfekcionizmu. Zdaj je šla pa Danaja v bistvu, ne vem, bi se temu rekli, korak nazaj, korak v stran. Ne ukvarja se z neko specifično tegobo, ampak s tem, kaj pravzaprav potrebujemo, kam naj se obrnemo, ko potrebujemo pomoč. Ko se znajdemo v stiski, kaj zdaj? Kot vemo, na področju psihoterapije je trenutno kar velika zmeda, obstaja veliko vrst psihoterapije, marsikdo se ima za psihoterapevta, tako da Danaja je v bistvu se odločila, da bo to raziskala, postavila se je majčkeno ven, manjšo distanco je zavzela do teme, kot smo bili pri njej do zdaj navajeni. Pogovarja se z najrazličnejšimi strokovnjaki, ogromno zgodb ljudi, ki so se zdravili s psihoterapijo, je nabrala, no, ampak vseeno, kljub temu je pa tudi v tej knjigi njena izkušnja popisana, tako da je ta knjiga ne samo informativna, ampak tudi srčna. Še dve knjigi, na kateri bi opozorila ravno tako, ker jo boste tamle videli. Petri Setov, zdravnica Aditi Nerurkar, upam, da sem prav izgovorila, načenja temo, ki jo mislim, da zdaj pa res poznamo vsi zelo dobro, da je v vseh naših življenjih stres. Ona ponuja 5 tehnik resetiranja, tako da praktičen vodnik z nekimi zelo praktičnimi nasveti, navodili, kaj lahko naredimo s prehrano, glede gibanja, glede drugih načinov skrbi za duševno zdravje, da bomo lahko uravnavali ta stres in da nam ne bo škodil. Thich Nhat Hanh pa je najbolj znan
jaz mislim, da lahko rečem, da je najbolj znan budistični avtor, citirajo ga številni avtori, oziroma marsikdo, no, in to po vsem svetu. Pred par leti je umrl, ampak še vedno njegova dela zelo živijo. Lani smo izdali njegovo knjigo Stres, Strah. Tole je pa nova, ki govori o tem, da kaj počnemo s trpljenjem. On pravi, trpljenje je treba sprejeti, ne moremo se mu izogibati, ne moremo pobegniti od njega, ampak kako ga lahko sprejmemo in ga pretvorimo v neko novo znanje, neko novo spoznanje, v neko osebno rast. Tole pa bi samo pustila tale slajd tukaj, da se slikica usede v misli. Tole je še nekaj naslovov, ki se jih veselimo v tem letu. Nekaj znanih, nekaj starih avtorjev, nekaj novih. Kristina Kuzmič, Tina Prodnik, Kristjan Museklešnik, Mateja Grobin Hlavat in Urška Fartelj, ki bo končno izdala tudi knjigo o vrtnarjenju. Dolgo smo jo prepričevali. Jerneja Jošar, ona je pa že izdala kar nekaj knjig o vrtnarjenju. Uroš Buh, ki pripravlja vodnik za kolesarje z električnim kolesom. Potem, kot sem rekla če sem že omenila, da imamo novo vrsto knjig, priročniške stripe, seveda to Divje življenje dinozavrov bo prva v tej kategoriji. Potem v Esenci, ki še vedno izhaja z enim naslovom na leto, bo šla Čigava je prihodnost. In pa vrača se Cheryl Strayed s takim zelo srčnim priročnikom, iskrenim, pretresljivim, prelepe drobne stvari. Tiny Beautiful Things. In zaključila bi pa z enim povabilom. Po več letih obujamo srečanja z našimi avtorji na način, kako se temu reče, v bistvu srečanja z našimi avtorji, kjer ti avtorji pripravijo delavnice, predavanja. Letos bo to 15. marca v hotelu Mons, kjer se bomo srečali z Brunom Šimlešo, Tino Bončina, Kristina Kuzmič se bo javila po video povezavi, Aljoša Bagola pripravlja predavanje, Saša Kranc in pa David Zupančič. To je celodnevno druženje, kjer se kaj naučimo, kaj novega zvemo, predvsem se imamo pa fajn. Tako da, vabljeni. Evo, zdaj pa še Tihana. Hvala. Zdaj pa še program digitalnega uredništva, ampak ni panike, sem vse spravila na en slajd. Letošnji digitalni program bo programsko in produkcijsko precej obsežen. Izdali bomo 100 zvočnih knjig v slovenskem jeziku in več kot 100 e-knjig ravno tako v slovenskem jeziku. Danes bom izpostavila samo 4 projekte, za katere sem prepričana, da bodo odmevali. Vse ostale pa najdete na naših platformah oziroma aplikacijah Mladinska knjiga plus ali pa mk.si. Prvi tak projekt je zanimiv preplet zvočnih knjig in filma. Gre za tiskano knjigo Dva brata, trije svetovi, ki je pred leti išla pri naši založbi avtorice Monike Žagar. V lanskem letu je pa režiser Miha Čelar po tej knjižni predlogi posnel film. Film je naslov pa Dva brata, dve sestri, ki pripoveduje zgodbo o družini Žagar. Mi smo k tem projektu pristopili tako, da bomo posneli zvočno knjigo, ki bo išla sočasno s premiero filma nekje v začetku aprila. Zvočno knjigo bo pa interpretirala odlična Silva Čušin, ki sodeluje tudi pri filmu. Drugi projekt, ki ga je vredno danes omeniti, je majčkan širši, zajema več naslovov in sicer v jubilejnem letu Mladinske knjige se bomo še bolj fokusirali na program digitalizacije zvočnih iger. V tem segmentu gre za nek res dragocen arhiv zvočnih iger, ki smo jih še v prejšnjem stoletju izdali v naši založbi, takrat še na kasetah.
In smo vsi enotnega mnenja, da si v jubilejnem letu te zvočne igre, radijske igre zaslužijo, da z njih obrišemo prah in jim z digitalizacijo vrnemo oziroma podarimo še eno življenje na nekih sodobnejših nosilcih. In tlele govorimo recimo o radijskih igrah, kot so Piko dinozaver, Glasba iz Mačka Murija, Pekarna Mišmaš, Sapra Miška. Skratka, to so vse zgodbe, ki nam še iz otroštva odzvanjajo še danes v glavi. Že Alenka in Andrej sta precej povedala o jubilejni zbirki Živi klasiki, tako da jaz pa tukaj samo še dodam, da bomo zbirko podprli tudi z zvočnimi knjigami, tako da se mi zdi zelo pomembno, da bomo lahko tem mojstrom svetovne književnosti tudi prisluhnili v interpretaciji najboljših slovenskih igralk in igralcev. Nazadnje pa izpostavljam še serijo Veščac, pa ne zato, ker je bila najmanj pomembna med vsem povedanim. V lanskem letu smo izdali prvo knjigo iz serije Zadnja želja v odlični interpretaciji Mateja Puca. Letos nadaljujemo, upam, Andrej, mislim, da ne bomo mi tako preskakovali 6, pa 9, pa 7, pa 8, bomo šli lepo po vrsti. Tako da upam, da bomo letošnje leto zaključili 6. knjigo, vse bo prebral Matej Puc. To serijo pa med drugim izpostavljam predvsem zato, ker se mi zdi res pomembno. Do zdaj nismo imeli veliko priložnosti poslušati v slovenskem jeziku globalno uspešne fantazijske literature, serija Veščac, pa to vsekakor je. Hvala lepa. Za zaključek samo še tale QR-koda, ki ste jo dobili tudi na vaših sedežih. Tiskani katalog bo seveda tudi na voljo, mislim, da v roku enega tedna. In že zdaj še enkrat velja, tako kot v naslovu slikanice, ki ste jo prejeli, povabilo k branju vseh teh dobrih knjig. Mogoče dodam samo še 2 stvari. Tale kolekcija, ki sem jo omenila, Maje Kastelic, in je tudi na naslovnici našega kataloga. Nisem povedala, kaj pa sploh je kolekcija. Kolekcija pomeni, da nekako to ilustratorsko nit iz slikanice nadaljujemo tudi na kakšnih drugih izdelkih, kot so bloki, skodelice in takšne stvari. In mogoče pa vsem omenjeno je bilo, Urška dodala, da se napoveduje obisk Hararija, dejansko se. Hkrati pa se aprila prihaja v Slovenijo tudi Paolo Giordano. Njegov novi roman Tasmanija bo išel pravočasno, tako da vas že zdaj vabimo tudi na ta obisk. Je pa vabljenih še kar nekaj tujih mednarodnih pisateljev in vas bomo seveda o tem obveščali sproti. Upam, da boste uživali v tem programu. Je pa seveda ogromno dobrih naslovov še objavljenih, ampak mislim, da naš čas je v resnici potekal. Bili smo krajši kot lani, tako da čestitke za to. Ja, pa še vedno ne kratki, tako kot smo načrtovali. No. Ampak hvala za vaš čas in za obisk. Hvala.